Točnost je lepa čednost. Če pridejo ljudje pol ure predogovorjeno, pa je to še lepše. Malo pred 8 smo se začeli zbirati pri garderobi na Prešernovem trgu v Novem mestu. Prišel je še avtobus in španska fešta se je začela. Tako smo se v nedeljo, 4. julija 1999 zvečer, plesalci in muzikanti folklornega društva Kres odpravljali na dolgo pot nekam v Španijo, v baskovsko prestolnico Vitorio-Gasteiz. Po nekaj pesmih in po nekaj več popitih litrih vina smo se odpeljali. Nasvidenje Novo mesto čez 8 dni. Prvo postajališče je bilo na mejnem prehodu Fernetiči, kjer smo na naši in na italijanski strani plesali in peli kot zastavo tako, da cariniki v bokse, kjer smo za prvo silo tovorili 130 litrov cvička, niso utegnili niti pokukati. Cesta nas je potem vodila mimo Verone, Genove, Sanrema, Monte Carla, Nice, slovitega Kana in Montpellierja do znanega letovišča Lloret de Mar, kjer smo si prvič pošteno oddahnili in se namočili v valovitem Sredozemskem morju. Po daljšem postanku, med katerim je nekaj naših fantov kar na ulici poskrbelo za pravi šov, smo se odpravili proti Vitoriji na severu Španije, kjer so nas v torek dopoldne v mogočni zgradbi semenišča sredi čudovitega in skrbno namakanega parka že čakali gostitelji. Tu je nekdaj študiralo bogoslovje in filozofijo več 100 slušateljev, danes jih je le še 8 ali 9 in zahodno krilo 13-stropnega poslopja je popolnoma prazno, le da so zdaj vzeli pod streho nekaj begunskih družin z Kosova in seveda vseh skoraj 300 udeležencev 10. mednarodnega folklornega festivala. Sicer pa sta v Vitoriji, glavnem mestu okraja Álava, tudi sedeža parlamenta in vlade avtonomne pokrajine Baskije. Baskovščina je edini še živi neindoevropski jezik v zahodnji Evropi, Baskov je v Španiji skoraj 1 milijon, predstavljajo pa dobre 2% prebivalstva. Odkar so dobili samoupravo, se množično priseljujejo v Vitorijo, kjer okoli starega jedra rastejo stanovanjski bloki in druge novogradnje, kot gobe po dežju, prebivalcev pa je menda že skoraj 300 000. Na nekdanje mesto spominjata le še stara katedrala in spomenik Beli devici Virgen Blanca na osrednjem Plaza de España. Zgradili pa so tudi mogočno novo katedralo in postavili vrsto drugih sodobnih spomenikov. Sicer pa so Baski, morda zaradi večnih bojev za samostojnost, bolj zaprti kot drugi Španci, kar smo občutili tudi pozneje na nastopih. Naše življenje v semenišču, hiši brez greha, kot nas je podučila ena naših plesalk, je bilo podrejeno strogi tišini, tako da se po povratkih z večernih nastopov nismo smeli niti oprhati. Zato pa smo nemalokrat spali le kakšno urco ali 2, pa ne zato, da ne bi mogli, ampak zaradi zabavnih večerov, ki so se po večini dogajali v zadnji sobi, kjer je bila glavnina naših fantov. Kdor ni našel zabave tam, je lahko šel na baben žur, v klub samskih žensk, kjer je bilo razmeram primerno tudi pospravljeno. Žuri so uspeli predvsem zaradi izvrstnega domačega cvička in iz Češke republike, najbolj eksotične drobcene Malajke, najbolj nezadovoljni Hrvati iz Splita in najboljši plesalci Bolgari. Tole pa so atraktivni francoski pastirji na hoduljah.
Prvi nastop smo odslužili v torek 6. julija zvečer v industrijskem Laudiju po špansko Žodiju, blizu Bilbaa. Zaplesali smo pred nekaj 100-glavo publiko na ploščadi v parku. Bilo je zelo soparno in pod težkimi dolenjskimi nošami smo bili pošteno prepoteni. Vložili smo toliko truda, moči in celo leto zbirane energije, pa smo kar nenadoma sredi nastopa ostali brez elektrike in ozvočenja, tako da so se zvoki harmonik in čudoviti glasovi naših pevcev porazgubili visoko pod španskim nebom. Vseeno pa smo odplesali vse 4 splete: dolenjsko, štajersko, goričko in štajersko z maskami. Ker so v Žodiju pred nekaj dnevi volili novega župana, ki pa še ni prevzel mestnega žezla od starega, nas ni počastil niti eden, niti drug. Zato je morala Carmen pri spletu starih štajerskih plesov zaplesati kar s tamkajšnjim kulturnim ministrom, ki nas je po nastopu povabil na večerjo. Izbirali smo lahko med 2 menijama, postrežba pa je bila hitra in odlična, saj je stregal naš Roman Ščinkovc, Šinkovec. Edino v sredo, ko smo se vsi na kratko predstavili maščanom v sodobnem amfiteatru sredi Vitorije, smo imeli priložnost videti plese vseh skupin. Nastop vsake skupine naj bi bil dolg 8 minut, vendar so si nekateri privoščili precej več.
Teče voda od Visovic, nedaleko Luhačovic. Teče voda od Visovic, nedaleko Luhačovic. Všetky lávky pobrala, jenom jednu nechala. Popoldne smo se odpeljali v Riva Beljozo, vas, ki premore le 315 duš. V svežih štajerskih nošah smo pred približno 80 gledalci vseh starosti odplesali preizkušen spored. Občinstvo je bilo navdušeno že pri prvem plesu, ko pa je bil na vrsti splet z maskami, je ženski del kar pokal od smeha in navdušenja. Kar nam je pripadla čast preveriti županove plesne sposobnosti. Ta si je sprva močno opiral, pa se mu je usedla na kolena in ni odnehala, dokler ni pod težo njenih čarov le popustil. Razgreto občinstvo po predstavi nikakor ni hotelo zapustiti prizorišča, pa smo zaplesali še z njimi. Naši fantički so si hitro našli plesalke, medtem ko so dekleta kar s težavo lovila španske plesalce. Očitno bodo morala spremeniti tehniko, ali pa so baskovski dečki le preveč sramežljivi. Zelo utrujene so nas odpeljali v bližnjo gostilno, kjer je bilo vse, tako hrana kot pijača in razpoloženje, odlično. To pa ni motilo našega Boštjana, Boškota, saj je ves večer pasel oči na natakarici Tereziji in se za hrano še zmenil ni. To so opazili tudi trije naši fantje in mu hitro pripravili sanjski ples. Rajanje se je nadaljevalo še v avtobusu in semenišču, predvsem z Avsenikovo resko in drugimi kresovskimi zbadljivkami. Boštjan pa je moral obljubiti, da bo v pustu poroka. Vsakdo se vanjo zatreska, očke kot ogenj žarijo. Četrtek smo v srednjem mestnem gledališču, čudovitem teatru Principal v Vitoriji, ob velikem medijskem zanimanju odplesali 8-minutni splet. Vse skupaj je teklo čisto profesionalno, saj smo tja prišli le nekaj minut pred nastopom, si ogledali oder, zaplesali in že morali domov. Gledališče je bilo polno in drugih skupin seveda nismo mogli videti. Škoda, zaradi nastopa skupine iz Kameruna je bilo našim fantom še najbolj žal. Po povratku v semenišče nas je v vrečkah čakala suha večerja, sendvič s krompirjem, jabolko, napolitanka in skrbno odmerjena količina vode. Na zdravje! Spet se je potrdil naš sum, da v semenišču nesebično skrbijo za naš vitek stas, kar je seveda močno motilo naše največje gurmane, ki so si po tako obilni večeri privoščili še pečene picke in goro pomfrija iz bližnje picko-pekarne. Odločili smo se, da bomo petkov dan preživeli na soncu ob ne preveč oddaljenih jezerih. Odpovedali smo kosilo v semenišču, si namesto tega umislili nakup hrane v bližnji samopostrežni trgovini in po začetnem razočaranju nad Nakužo, v kateri nam je blato segalo skoraj do kolen, kmalu našli svoj rajski prostor pod soncem. Seveda smo najprej hoteli preizkusiti, kakšna je voda in se zato kar vsi hkrati zapodili v jezero. Najpogumnejši so do kolen zakoračili v vodo in tam obstali kot vkopani. Vse je bila voda kar hladna. Pa so bili takoj deležni mrzlega pljuska in po hitrem postopku smo bili kmalu vsi v vodi. Ob kartanju, poležavanju in igranju nogometa smo pozabili na močno špansko sonce, ki je neizprosno žgalo. Posledice so bile očitne, najbolj jih je občutil najstarejši in najmodrejši član kresovske družine Marjan, ki se kljub vztrajnemu prigovarjanju svoje najdražje ni hotel mazati z nobeno sončno kremo. Utrujeni in opečeni, a kljub temu dobro razpoloženi, smo se vrnili v Vitorijo, kjer nas je čakal samostojni večerni nastop v teatru Federico Garcia Lorca. Branka je že na generalki ugotovila, da z našimi slabotnimi glasovi ne bo nič, telesno utrujenost pa so fantje pokazali tudi potem na nastopu,
ko so pri prekmurskem spletu plesov drug za drugim morali iz kroga, ker so jim robčki kot po naročilu padali iz rok. Carmen pri iskanju plesalca med publiko ni imela velike izbire in je šla kar po našega šoferja Lojzeta. Strokovna kresovska žirija je potem ugotovila, da mu gre polka tako dobro od nog, da bi ga lahko vzeli za nadomestnega plesalca. Sobotnega enournega nastopa v vasi Anda smo se zelo veselili. Branka je namreč povedala, da bo tam super žurka, se bomo plesali na vaški veselici. Ko smo prepoteni poskakali iz avtobusa, so nas pričakala nasmejana vaška dekleta v tamkajšnjih nošah in delila poljubčke. Vsak je dobil po 3. Ko smo se končno le izljubili, smo namesto na žgočem soncu, kot je bilo predvideno, nastopili v prijetnem, hladnem vaškem skladišču, kjer se je zbrala menda vsa vas in še sosednje pol. Gledalci, nekateri moški v značilnih baskovskih baretkah, so bili kljub nekaj višji povprečni starosti zelo dobro občinstvo. Tudi tokrat smo zaplesali 4 splete, pri Štajerski pa je Petra med polštartalcem poiskala 165 cm visokega, vendar korajšnega župana in kljub veliki višinski razliki sta se uspešno poljubila ter odplesala polko. Nedelja, naš zadnji dan v Španiji. Čakalo nas je znaganje nož, oblek, hrane in pospravljanje sob. Vendar to še ni bilo slovo od Španije, saj smo morali še na zadnji samostojni nastop v mali letoviški kraj Vado de Cuartango. Nastopili smo v veliki športni dvorani, po vročem poldnevu, že bolj ali manj brez moči in komaj čakali na skok v bazen, od tam pa v bližnjo vasico na odlično venecijansko paeljo, rižoto z morskimi sadeži, napečenega jagenčka, obloženega z najrazličnejšo zelenjavo in gobicami ter sladico s sladoledom. Seveda tudi močnega črnega španskega vina, sokov in ledeno mrzne navadne vode ni manjkalo. Vrhunec lepega popoldneva je bila plaketa, ki nam jo je izročil župan za spomin na nastop v njihovem kraju. Vrnili smo mu z našim darilcem ter priložili tudi videokaseto s knjigo o Dolenjski in Novem mestu. Za nekatere pozno, za druge pa prezgodaj smo jo končno odkresali naravnost proti naši ljubi domovini. Ja, če ne bi bilo na tej poti v Franciji tudi slovite romarske vasice Lourda. Zavili smo z glavne ceste, se v neskončni vrsti vozil po dobri urici jazenja soočili s pravcatim invalidsko-turističnim Babilonom in po vijuganju z avtobusom skozi tesne uličice, ne da bi v silni gneči sploh lahko izstopili v trdi temi in nepotešeni, zapustili mesto čudežev. Upali smo, da je Sveta Marija vsaj našemu snemalcu naklonila kakšno priliko za posnetek, pa smo se zmotili. Tako da zdaj nimamo nobenega pravega dokaza, da smo res bili tam. Pa drugič. Še eno lušno dejanje nas je čakalo, mejni prehod. V duty free shopu smo zapravili še zadnje beliče in potem so nas brez sitnosti spustili čez rampo. Konec dober, vse dobro, smo si rekli in odprli še zadnjo steklenico šampanca. In na koncu smo res dojeli, da ljubo doma, kdor ga ima. Zdaj gremo, drugo leto spet pridemo. Za